Hvala lepa, podpredsednica, in vse najboljše. Spoštovane kolegice in kolegi, včeraj, prejšnji teden, zadnji mesec lahko vidimo, da ta vlada, ta vladna koalicija, oblast, državo, konec koncev tudi ljudi vidi kot svojo last. To pa je tisto nasprotje od tega, kar v LMŠ in opoziciji vidimo. Vidimo, ko prevzameš oblast, da upravljaš z državo v imenu vseh ljudi, tistih, ki so te volili, in tistih, ki te niso volili, tistih, ki niso šli niti na volitve, v imenu vseh, odgovorno. Ampak, ker ta vlada oblast jemlje kot svojo last, se tudi seveda boji ljudi. In danes smo lahko priča veliki sramoti, ko se z ograjami ograjujejo vse državne inštitucije. Razlog je, da ne bi prišlo do napada ljudi. Se mi zavedamo, kaj delate. Te ljudje so te inštitucije državne. Te ljudje so ta država. Mi samo začasno zastopamo te ljudi. Vlada, parlamentarci pridejo in grejo, država ostane. In država in državne inštitucije niso nikogaršnja last, še posebej pa ne od vlade. Danes je bolj vprašanje, kdo bo pred tem vladnim rušenjem, razgradnjo pravne države branil državo. Kolikor se bo izkazalo, da 46 poslank in poslancev glasuje za razrešitev predsednika Državnega zbora in seveda potem tudi izvoli svojega predsednika Državnega zbora, potem, tako kot je bilo že rečeno, imamo novo koalicijo v tem Državnem zboru. Potrjeno, ne samo z dejanji in ravnanji, ampak tudi z glasovi. In temu primerno bo potrebno razdeliti tudi mesta v delovnih telesih. Na primer v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Tam po ustavi in po poslovniku in po zakonu mora imeti tam večino opozicija, ker nadzira oblast. Ne da kličete pavzo oziroma prekinitev, ker nimate dovolj glasov, ker mora Zmago Jelinčič priti. Nima opozicija dovolj glasov, vse to je sprenevedanje in to, kar delate kolegice in kolegi iz SDS-a, je tisto, kar sem povedal v uvodu. Vi oblast jemljete kot svojo last in vi ta Državni zbor, to funkcijo predsednika Državnega zbora jemljete kot svojo last. Če boste zbrali 46 glasov, potem boste dobili predsednika Državnega zbora, kdorkoli to že bo, ampak s tem boste tudi potrdili novo koalicijo. Večkrat smo slišali v tem Državnem zboru v izjavah, da mora koalicija imeti predsednika Državnega zbora. Okej. Vemo pa, da vsaka koalicija, če želi imeti vlado in pa predsednika Državnega zbora, mora imeti 46 glasov. Torej, če bo danes 46 glasov za novega predsednika Državnega zbora in za razrešitev gospoda Zorčiča, potem imamo novo koalicijo in nehajte se sprenevedati.